Univerza v Mariboru oziroma takrat še študentski domovi kot samostojna pravna oseba, danes so sestavni del univerze, so sklenili z študentsko organizacijo najemno pogodbo za nedoločen čas, ki je bila kasneje spremenjena tako, da je naj ne bi bilo možno odpovedati, vendar kljub temu je zakon o poslovnih in stanovanjskih stavbah nad temi določbami pogodbe in uporabili smo zakonsko možne določbe, da je vsako pogodbo možno prekiniti in sicer po sodni poti. To smo tudi v januarju letos že sprožili, ta postopek, in sedaj je sodišče izdalo sklep o prenehanju najemne pogodbe in o izpraznitvi poslovnih prostorov. Zdaj, v tem sklepu je zapisano, da je ta višja sila razumljena tako, kot da bi šlo za v bistvu potrebe izobraževalne dejavnosti strani filozofske fakultete. Kaj to pomeni? Bodo na štuku predavanja? To pomeni, da Univerza v Mariboru potrebuje določene prostore, ki jih ima seveda sama v lasti, za izvajanje določenega dela pedagoške in raziskovalne dejavnosti na fakulteti za naravoslovje in matematiko. Prav absurdno je, da mora univerza v neposredni bližini štuka najemati poslovne prostore, konkretno v stavbi Mertal, po skupni ceni 11 evrov na kvadratni meter, medtem ko pa za prostore, ki ima svoje, pa ne dobi niti evra najemnine. Zato smo se odločili, da bomo del študijskega in raziskovalnega procesa, kolikor pa seveda možno in izvedljivo, v najkrajšem možnem času prenesli na štuk, vendar to hkrati ne pomeni, da mečemo študente na cesto. Pedagoški in raziskovalni proces se večinoma dogaja v dopoldanskem času, medtem ko so pa prireditve vse v popoldanskem večernem času, tako da smo prepričani, da je tu možno najti ustrezno rešitev, ki bo zadovoljila tako potrebo univerze po izvajanju osnovne dejavnosti. Morate razumeti, da je naša osnovna in prva dejavnost zagotavljanje ustreznih pogojev za študij študentom, šele na to pa pride ob študijske dejavnosti. Ampak kot rečeno, prepričani smo, da je možno najti pravo mero simbioze. Univerza v Mariboru bo seveda preučila možnosti za prevzem določenih aktivnosti z strani partnerjev, pri tem pa ne zapiramo vrat tudi ne študentske organizaciji. Tudi študentska organizacija je dobrodošla, da izvaja aktivnosti v naših prostorih, tudi v prihodnje, vendar pa želimo imeti jasno določene pogodbene obveznosti, jasno določene obveznosti, kdo kaj pije in kdo plača. Dober gospodar se mora tako obnašati in, kot rečeno, nerazumljivo je, da univerza mora po eni strani najemati zelo drage poslovne prostore, po drugi strani jih pa skoraj da ekvivalentne daje v brezplačen najem. Pa to je bilo po pogodbi, brezplačno najem? Tako je, to je že v začetku po pogodbi, da je brezplačen, vendar to, kot rečeno, je bilo sklenjeno leta 92, torej več kot 15 let nazaj, in čas je, da se takšne zadeve tudi uredijo, in moram vam povedati, da je bilo takšnih pogodb na univerzi kar nekaj in smo jih tudi uspešno sanirali, nekaj pa še tudi bomo. Zdaj, v bistvu, študentska organizacija kar nekaj denarja vložila v to, se bo to kako povrnilo? Vlaganja, vkolikor so bila, so seveda stvar diskusije in členov pogodbe, ki so zapisani tako, kot so zapisani, in to bomo urejali naknadno. Vodstvo študentske organizacije razume, da se tukaj tudi krši zakon, glede na to, da je študentska organizacija nosilec obštudijskih dejavnosti. Zakon o skupnosti študentov, ki ga študentska organizacija citira v svojem 11. členu, sicer res piše, da so visokošolski zavodi dolžni zagotavljati prostore za obštudijsko dejavnost. Vendar pa ta isti člen nikjer ne zapisuje oziroma zahteva od visokošolskih zavodov, da to počnejo zastonj. Hkrati ta isti zakon, torej zakon o skupnosti študentov, zahteva, da se sredstva, ki se pridobivajo iz koncesije oziroma iz tako imenovanega študentskega dela preko študentskih servisov, da se namenijo tudi za druge interesne skupnosti študentov, ki izvajajo študijske dejavnosti, pa je treba preveriti, ali se tudi ta člen, če že šel
citira zakon o skupnosti študentov ali se celotni zakon o skupnosti študentov izvaja tako, kot bi se moral. Kot rečeno, 11. člen ne zahteva, da visokošolski zavod omogoča brezplačen najem poslovnih prostorov. Še enkrat pa poudarjam, da smo tudi študentske organizacije pripravljeni prepustiti oziroma omogočiti izvajanje obštudijskih dejavnosti v naših prostorih, seveda pa z jasno določenimi pogodbenimi obveznostmi in pravicami. Mi smo se z študentsko organizacijo več let pogovarjali o ustrezni ureditvi teh pogodbenih obveznosti, ravno glede te pogodbe, ki smo jo zdaj sodno odpovedali. In študentska organizacija ni nikoli imela posluha, da bi prišli do ene pametne, normalne rešitve. Zdelo se nam je tudi nesprejemljivo to, da ima študentska organizacija to pogodbo sklenjeno za izvajanje obštudijskih dejavnosti, hkrati pa del teh poslovnih prostorov daje v podnajem svojemu podjetju, ki pa v tem prostoru izvaja čisto tržno dejavnost. To pa tudi ni v duhu ne zakona o skupnosti študentov, pa ne v duhu prvotno sklenjene pogodbe. Zato smo tudi od njih zahtevali, naj se to uredi, vendar posluha sa strani študentske organizacije na to temo ni bilo. Tako da ni tu krivda Univerze v Mariboru, da smo kar enostransko in kar naenkrat in nenadoma odpovedali to pogodbo. Mi smo študentsko organizacijo večkrat prosili, dajmo urediti zadeve, vendar posluha ni bilo. Zdaj na študentske organizacije trdijo, da bi bili pripravljeni pomagati najti prostore univerzi, da bi v bistvu izvajala izobraževalni program. Bi se vi bili pripravljeni pogovarjati o kakšni drugi opciji? Univerza v Mariboru se je vedno pripravljena pogovarjati o kakršnikoli opciji. Prepričani smo, da samo dialog in strpen dogovor vodi k rešitvi, ki bo sprejemljiva za obe strani. Ne izključujemo nobenih dodatnih, kasnejših dogovorov, ampak, kot rečeno, želimo čiste, jasne pogodbene določbe, da se ve, kdo pije, kdo plača. Torej, zdaj 2 dopisa sta prišla strani študentske organizacije, boste odgovorili? S strani študentske organizacije so prišli celo 3 dopisi in v tem trenutku se usklajuje sestanek z študentsko organizacijo o vseh odprtih zadevah, med drugim tudi recimo o namestitvi avtomatov za prodajo bonov. Seveda bomo Univerza v Mariboru študentske organizacije pomagali po svojih močeh in po svojih sposobnostih.